prišel je dan vstajenja. Aleluja. Kdo zdaj se ne bi radoval, saj Jezus je iz groba vstal. Aleluja, aleluja. Kdo zdaj se ne bi radoval, saj Jezus je iz groba vstal. Aleluja, aleluja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi in s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, še enkrat vas lepo pozdravljam. No, tukaj v cerkvi smo naredili izjemo zaradi svečanosti trenutka. Je poleg mene na koru navzoč tudi organist, pod korom pa oseba, gospa, s katero del dneva preživel v istem gospodinjstvu. Drugače pa, torej kot veste, v cerkev ne morete priti, ste pa z nami povezani tudi po elektronski ali duhovni poti na duhovni način. Zelo rad bi, torej posebej pozdravljam tiste, ki nas poslušate preko katoliškega radia Mir Slovenija, zlasti vse bolne, osamljene, ostarele, tiste, ki darujete svoje trpljenje Bogu, pa tudi zdomce, ki zdaj ne morete v domovino, in vse ostale, ki nas poslušate torej preko valov katoliškega radia Mir Slovenija ali pa tudi po drugi poti. Ja, danes združujemo v to slovesnost dvoje, no, ker je sobota po 13. obhajamo v tej naši župniji Marijinega brezmadežnega srca Fatimsko slovesnost, obhajamo romarski shod v čast Fatimski Materi Božji. No, ker pa je danes tudi en teden od tega, ker smo zvedeli, da je zaspal in odšel k Bogu naš upokojeni nadškof Alojz Uran, bomo to sveto mašo darovali prav zanj, v hvaležnosti za to, da smo ga imeli in skratka, če še kaj potrebuje naše molitvene podpore, naj mu Marija izprosi milost srečne večnosti, da bo v nebesih prepeval veselo velikonočno alelujo. Torej prav v zarji velike sobote je odšel in kmalu bo minilo ravno en teden, ker je vest prišla tudi v našo župnijo o tem slovesu, o tej smrti. Tako, dragi bratje in sestre, časi, v katerih smo, so težki časi. Vidimo, kako res potrebujemo Božjo pomoč, kako potrebujemo vrnitev k Bogu. Zato zdaj obžalujmo svoje grehe, poglejmo v globino svojega srca in prosimo Boga, naj nam odpusti vse, kar je bilo narobe, kar je bilo pomanjkljivo. Saj smo zbrani na predvečer nedelje Božjega usmiljenja, zato toliko bolj smemo prositi za to Božje usmiljenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe
in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospodu smili se, Gospodu smili se, Kristusu smili se, Kristusu smili se, Gospodu smili se, Gospodu smili se. Molimo. Dobri Oče, po Tvoji milosti raste število vernih, dobrotno varuj vse, ki si jih sprejel med svoje otroke. Prerojeni v krstni vodi, naj dosežejo Tvojo nesmrtnost. To te danes še prav posebej prosimo tudi za našega pokojnega škofa Alojza in za vse velikonočne kristjane, da bi uživali srečno večnost po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz apostolskih del. Ko so poglavarji, starešine in pismouki videli Petrovo in Janezovo srčnost in opazili, da sta neuka in preprosta človeka, so se čudili. Spoznali so ju, da sta bila z Jezusom, videli so pa tudi, da stoji ozdravljeni človek pri njih in niso mogli nič ugovarjati. Ukazali so jima, naj gresta iz zbora in so se posvetovali med seboj. Kaj naj storimo s tema človekoma? Vsem jeruzalemskim prebivalcem je znano, da se je po njima zgodil očitni čudež in tega ne moremo tajiti. Da se pa to še bolj ne raznese med ljudstvo, jima zagrozimo, naj nikomur več ne govorita o tem imenu. Poklicali so ju torej in jima zabičali, naj nikakor več ne govorita in očita o Jezusovem imenu. Toda Peter in Janez sta jim odgovorila: Sudite, ali je pred Bogom prav vas poslušati bolj kot Boga. Ne moremo namreč, da bi ne govorili, kar smo videli in slišali. Ti so jima ponovno zagrozili, nato ju pa izpustili, kajti nič niso mogli najti, kako bi ju kaznovali, in sicer zaradi ljudstva, ker so vsi poveličevali Boga za to, kar se je zgodilo. Poslušali smo Božjo besedo, Bogu hvala. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegova dobrota. Moja moč in moja pesem je Gospod, rešitelj mi je postal. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Gospodova moč me je dvignila, Gospodova moč je silno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, oznanjal bom Gospodova dela. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. Odprite mi vrata pravičnosti, da vstopim in hvalim Gospoda. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal in mi postal rešitelj. Zahvaljujem se ti, da si me uslišal.
dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga. Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Ko Jezus prvega dne v tednu zjutraj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni, iz katere je bil izgnal 7 hudih duhov. Ta je šla in sporočila tistim, ki so bili prej z njim in ki so žalovali in jokali. Ko so ti slišali, da živi in da ga je ona videla, niso verjeli. Nato se je prikazal v drugi podobi 2 izmed njih na poti, ko sta šla na deželo. Tudi ona 2 sta šla in sporočila drugim, pa tudi njima niso verjeli. Pozneje se je prikazal 11, ki so bili pri mizi. Grajal je njihovo nevero in trdosrčnost, da niso verjeli tistim, ki so ga po vstajenju videli. Rekel jim je: Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus, evangeljske besede. Dragi bratje in sestre, dragi Marijini častilci, spoštovani tisti, ki ste z nami po valovih Katoliškega radia Mir Slovenija, zlasti spoštovani tudi tisti, ki ste gospoda nadškofa Urana imeli radi. Rad bi vam posredoval nekaj podatkov iz njegovega življenja, ki jih najbrž že poznate, morda se bo komu zdelo malo suhoparno, pa kljub temu. Alojz Uran se je rodil proti koncu 2. svetovne vojne 22. januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah, to je v župniji Šmartno pod Šmarno goro. Odločil se je za duhovniški poklic. Mašniško posvečenje je prejel na praznik svetega Petra in Pavla 29. junija 1970 v Ljubljani. Kot mlad duhovnik je bil kaplan oziroma vikar v stolni župniji v Ljubljani. Potem je šel na študij v Rim. Po vrnitvi iz Rima je bil ravnatelj malega semenišča, no potem je bil župnik v župniji Ljubljana Šentvid. Sledilo je imenovanje za ljubljanskega pomožnega škofa. V škofa ga je posvetil sveti papež Janez Pavel II. Na praznik svetih 3 kraljev 6. januarja 1993 v Rimu. Kot škof je bil nekaj časa zadolžen tudi za Slovence po svetu. Za ljubljanskega nadškofa metropolita ga je imenoval sveti Janez Pavel II. 25. oktobra 2004. Papež Benedikt XVI. Pa je potem sprejel njegovo odpoved službi ljubljanskega nadškofa metropolita približno čez 5 let, 28. novembra 2009. Tudi še po upokojitvi je škof Alojz Uran obhajal razne slovesnosti po župnijah, zlasti Svete Birme. Že pred 2 letoma je obhajal 25-letnico škofovskega posvečenja, letos pa bi bil junija, če bi dočakal zlatomašnik. No, mislim, da je prav, da omenimo tudi tole, tako kot so danes, smo slišali v Božji besedi, kako so preganjali Petra in Janeza, ker sta bila priljubljena med ljudstvom, ker je Bog po njima storil čudež. Težko razumemo obdobje, ko je nadškofa Urana doletela kazen izgnanstva. Za večino katoličanov je bila ta kazen krivična. A sam pravi gospod nadškof, da je vsem vse odpustil in k temu vabi tudi nas. Prepričan sem, dragi bratje in sestre, da je to žrtev izgnanstva tudi daroval za cerkev na Slovenskem. Vrh vsega
ga je zdaj na koncu doletela tudi resna bolezen. Po Sloveniji se je veliko molilo za njegovo ozdravljenje, toda Bog je hotel drugače. Na veliko soboto je tako upokojeni nadškof Alojz dopolnil svojo življenjsko daritev in se pridružil Jezusovi velikonočni skrivnosti. Dovolite mi še nekaj osebnih spominov. Osebno se Alojza Urana spominjam, ko še ni bil škof. Spominjam se ga z Brezi, ko je bila tam kakšna večja slovesnost in smo se zbrali od vseh vetrov v večjem številu. Ne bom zdaj točno vedel, kakšna slovesnost je bila, ali je bilo to morda srečanje bolnikov in invalidov, ali pa molitev za duhovne poklice. Tega zdaj ne bom vedel, ampak skratka, na Brezjah je bila maša zunaj na trgu pred cerkvijo in gospod Alojz Uran pa je kot navdušen duhovnik vodil ljudsko petje. Dirigiral je ljudstvu in zraven sam veselo prepeval. No, to je moj prvi spomin nanj. Velik vtis so name naredile njegove pesmi. Takrat, ko sem odraščal, je obstajala glasbena kaseta Vstajenje, na kateri je bila posneta velikonočna Aleluja, ki jo je zapel gospod Alojz Uran, in ostale velikonočne pesmi, povezane z velikonočno procesijo. No, z gospodom Uranom je pel tudi zbor Konzorcium Musicum iz Ljubljane. Te pesmi so se mi že takrat zdele nebeško lepe in so mi govorile o Jezusovi zmagi, o zmagi dobrega nad zlom. Spominjam se tudi, ko je bil Alojz Uran imenovan za škofa. Takrat sem si potiho želel, da bi se udeležil njegovega škofovskega posvečenja v Rimu, a pač ni bilo mogoče, saj sem bil takrat še v srednji šoli proti koncu gimnazije. No, spominjam se tudi tega, dragi bratje in sestre, kako smo bili šokirani, ko smo izvedeli, da je kmalu, če se prav spominjam že nekaj mesecev po posvečenju, po škofovskem posvečenju, imel prometno nesrečo. No, po drugi strani pa smo bili takrat globoko Bogu hvaležni, da je nesrečo preživel. No, zdaj pa še nekaj spominov, povezanih z našo Kisovško župnijo. V našo Kisovško župnijo je, torej ki je posvečena Fatimski Mariji oziroma Marijinemu brezmadežnemu srcu, je gospod nadškof Uran zelo rad prišel. Nič čudnega, saj je bil velik Marijin častilec. Iz intervjujev ste slišali, da je bil posvečen Mariji, že pred rojstvom ga je mati izročila njej, Mariji. No, že v času mojega predhodnika, gospoda Mirana Kelvišarja, je bila tu v Kisovcu velika slovesnost, ko je škof Alojz Uran v soboto 14. oktobra 2000, torej v jubilejnem letu 2000, posvetil Zasavje Marijinemu brezmadežnemu srcu. To je bila posvetitev Zasavja, družin in posameznikov Marijinemu srcu. Na takratno posvetitev so se po celi dekaniji pripravljali s tridnevnico. No, takrat, 14. oktobra 2000, je bila sveta maša zunaj, kajti prišlo je veliko romarjev, tudi z avtobusi od drugod. Takrat je bila, kot poroča kronika, prva procesija s Fatimsko Marijo v našem kraju, menda je bila procesija dolga 1,5 kilometra. No, ker je bilo to zvečer, je bila to tako imenovana procesija z lučkami. No, nadškof Uran je prišel v našo župnijo tudi takrat, ko smo obhajali 50-letnico, kar je prišla Fatimska Marija v naš kraj na Loke. To je bilo na cvetno nedeljo, mislim, da leta 2012, ne me držati za besedo, katerega leta je to bilo, vem pa, da je takrat vodil slovesno mašo ob 10:30, torej smo imeli blagoslov zelenja in potem mašo naprej in smo na ta način obeležili
50-letnico, kar je prišla Marija na Loke. No, potem nadškof Uran je prišel v našo župnijo tako ob 90-letnici Marijinih prikazovanj v Fatimi leta 2007, ta slovesnost je bila 19. maja 2007, in prišel je tudi ob 100-letnici Fatime, to je bilo pa leta 2017, 13. maja, torej prav na 100-letnico. Ob 100-letnici smo zmolili jubilejno posvetiteljno molitev Mariji in po njej Bogu. Obakrat, za 90-letnico in 100-letnico, je bila ta slovesnost v maju, v mesecu maju, čeprav redno obhajamo glavni romarski shod v oktobru. Tako, dragi bratje in sestre, v naši župniji je bil škof Uran tudi nekajkrat kot birmovalec. Skratka, res je rad prišel k nam, vse je bil res vas Marijin. Res je rad častil Devico Marijo in nas tudi vse usmerjal k njej. Tako, večkrat se spominjam tistih besed, ki nam jih je položil na srce na nekih duhovnih vajah, menda prav v Fatimi, da poteka duhovni boj, da hudobni duh deluje. Deluje, je zelo aktiven, medtem pa smo verniki zaslepljeni in mislimo, da je vse v redu, da je vse v najboljšem redu, da smo srečni, da se nam ni treba nikogar bati, no v resnici pa je hudobni duh zelo deloval in še deluje. Tako da na delovanje hudobnega duha nas je gospod nadškof Uran opozoril tudi v velikonočni poslanici, ki jo je imel leta 2009, so strokovnjaki izračunali, da točno 11 let in en dan pred svojo smrtjo. Takratne besede so zelo aktualne še danes, saj spregovorijo o tem, kako hudobni duh zapeljuje človeka. Takole je rekel gospod nadškof: družbene razmere, v katerih se nahajamo, so zaznamovale vesoljno človeško družino in kažejo tako na krizo človeka kot tudi družbe. Zgradili smo babilonski stolp civilizacije, ki gradi na materialnem blagostanju, pozablja pa na pomen bivanja in radost življenja. No in potem pravi, da je razlog za to delovanje hudobnega duha, ki je začel delovati že v začetku sveta in deluje še danes. Nadškof pravi dalje: začelo se je gorje, ki je v človeka zasejalo strah pred smrtjo. Zaradi tega strahu je človek sam postal žrtev manipulacij. Oče laži je na drevesu v raju zmagal, vendar njegova zmaga ni bila dokončna. In potem nadškof spregovori o Jezusovem stojenju. Jezusovo bistveno poslanstvo je, da znova pokaže človeku, da je Bog ljubezen. Jezus nam je oznanil, da je naš zadnji cilj v nebesih. No, tako nam je oznanil gospod nadškof Uran, tako seveda tudi verujemo, in k temu nas je vedno znova usmerjala tudi Devica Marija v privatnih razodetih. No, cerkev se je zlasti ustavila ob njenih prikazovanjih v Fatimi. Prepričan sem, da se je Marija prikazovala tudi drugje, da je Marija klicala k spreobrnenju, klicala k molitvi in tudi napovedovala težke stvari. In glejte, dragi bratje in sestre, premalo smo vzeli zares te Marijine klice, težke stvari so se že začele dogajati. No, ampak z veliko molitve, s predanostjo Bogu, lahko marsikakšno to božjo kazen ali preizkušnjo tudi omilimo. Zato vas res vabim, da bi molili pri tej sveti maši zlasti za gospoda nadškofa Urana, pa tudi zato, da bi svet z božjo pomočjo premagal ta koronavirus. No, zdaj so zopet postale aktualne Marijine besede, da bo njeno brezmadežno srce na koncu zmagalo. In res zaupajmo v te besede
in tudi sami res veliko naredimo za to zmago s svojo predanostjo Mariji in po njej Bogu. Amen. Bratje in sestre, v molitvi rožnega venca premišljujemo skrivnosti Jezusovega in Marijinega življenja, ko danes obhajamo fatimsko slovesnost v naši župniji, iskreno prosimo. O Bog, naša preteklost je prežeta s češčenjem in zaupanjem v Marijino priprošnjo, naj njeno materinsko varstvo spremlja sedanjost in tudi našo prihodnost. Prosimo te, usliši nas. Po Mariji, zvezdi naše zgodovine, te prosimo za vse, ki skrbijo za svetovni mir, naj vzgajajo ljudstva za medsebojno sporazumevanje in evangelske vrednote in naj ustrezno ukrepajo v tem času. Prosimo te, usliši nas. Marija je mati in kraljica naših družin, naj jih v tem času preizkušnje spremlja svojim blagoslovom, da se bodo naše družine resnično spreobrnile v mala cerkvena občestva. Prosimo te, usliši nas. Ob Mariji, materi duhovnikov in kraljici devic, so se duhovniki in redovnice odločili za duhovni poklic, naj jim ostane zvezda vodnica na posvečeni poti. Prosimo te, usliši nas. Pod križem tvojega sina je stala tudi Marija, naj bolni in trpeči najdejo tolažbo ob njej, ki je tudi v trpljenju neomajno zaupala v Božji odrešenski načrt. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Bog, usmili se vseh obolelih s smrtonosnim koronavirusom, tako v naši domovini kot tudi drugod po svetu. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali z vso predanostjo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, usmiljeni Oče, sprejmi v svoje naročje na svojo večno velikonočno gostijo pokojnega nadškofa Alojza, naj se spočije med svetniki in naj o tem prosi za cerkev na Slovenskem. Prosimo te, usliši nas. Molimo še v tišini po osebnem namenu. Nebeški Oče, Marija je stoletja bdela nad Jezusovimi učenci našega naroda, naj nam tudi danes zaradi zaslug njenega sina izprosi potrebnih milosti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. V nebesih sem doma, to znanjuje ta, mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo. Mi
Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Kvišku srca imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel v prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, pomožnima škofoma Francem in Antonom, drugimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata, škofa Alojza, ki si ga pred tednom dni z tega sveta poklical k sebi.
S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, svetima Frančiškom in Jacinto, svetim Janezom Pavlom II, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Geslo, škofovsko geslo nadškofa Urana je bilo da Oče. Da Oče. Torej, to geslo nekako izraža predanost nebeškemu Očetu, željo, da bi izpolnil njegovo voljo, pokorščino nebeškemu Očetu. No, iz tega gesla se marsikaj lahko naučimo in bomo zdaj, ko smo tudi v 9-dnevnici pred praznikom Božjega usmiljenja, res se pokorno javili nebeškemu Očetu z molitvijo, ki nas Jezus naučil, in sicer prosimo za dar pokorščine, da bi znali izpolniti Božjo voljo in da bi znali biti pokorni tudi svojim zakonitim, torej predstojnikom. Molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus, in hkrati prosimo za obilje Božjega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo, vabim vas, da zahrepenite po Jezusu, da bi ga prijeli na duhovni način, povabite ga v svoje srce. Duša Kristusova, posveti me, telo Kristusova, zveličaj me, kri Kristusova, napoji me, voda iz strani Kristusove, operi me, trpljenje Kristusovo, utrdi me, o dobri Jezus, usliši me, v svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, ob uri moje smrti pokliči me, in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Amen. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molili bomo še molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki nosijo križ bolezni in so preizkušani, nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas. Blaženi Alojzij Grozden, prosi za nas. Sveti Frančišek in Jacinta, prosita za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas s svojimi zakramenti, varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. No, dragi bratje in sestre, dovolite še nekaj misli. V povezavi z gospodom nadškofom Alojzom Uranom
so mi prišle na misel še sledeče stvari, niso mi nekako sodile v pridigo, pa se mi vseeno zdi prav, da vam jih omenim. Torej, Marijinim častilcem je večkrat položil na srce, če kdo od Marijinih častilcev ni bil razumljen od koga, to se dogaja danes, no, ampak nadškof Uran je tako pomenljivo rekel, kjer je Marija, je bolečina. Kjer je Marija, tam je bolečina. Torej moramo biti pripravljeni tudi na nesprejemanje Marijinih sporočil in Marijinega češčenja. Ampak mi smo ob Mariji prejeli že veliko milosti in želimo biti Mariji zvesti. No, potem se spominjam, da je rekel, če se je treba v življenju odločati, jasno, da se je treba, pravi, da je velikokrat tako, da je bolj pravilna tista pot, ki je težja. Mi smo nagnjeni k temu, da bi izbirali lažjo pot v življenju, da bi šli po liniji najmanjšega odpora, ampak on je tako jasno rekel, da je bolj pravilna tista pot, ki je težja. Običajno. Ne vedno, ampak običajno se tako pokaže. No, potem pa še eno pričevanje iz tistih let, ko je bil najbrž bogoslovec ali pa mlad duhovnik, no, to nam je nekoč zaupal, pa ne bom vedel ali bogoslovcem ali ministrantom. Torej, v tistih časih je bilo kar hudo, je moral na neko zaslišanje, mislim, da na policijo, k komandirju, no, in potem je tam čakal na tistega zasliševalca, pa ga dolgo ni bilo, potem pa je zasliševalec vendarle prišel in je rekel, najprej opravičil za zamudo, nekaj takega. No, Alojz Uran pa je rekel, nič hudega, sem pa za ves ta čas roženvenc molil. No, in pravi Alojz Uran, da je bilo s tem vse zaključeno, da nista imela potem ne vem kakšnih zasliševanj. Torej, kaj lahko naredi molitev rožnega venca? Omehča trda srca. No, torej vas res vabim, da bi v tem času, ko res potrebujemo neko odrešitev od Boga, toliko več molili po naših družinah, zelo vam priporočam ravno molitev rožnega venca. No, in ker je jutri praznik Božjega usmiljenja, vas vabim, da bi res zaupali v Božje usmiljenje. Žal letos ne moremo iti k spovedi, lahko pa kljub temu obžalujemo svoje grehe in naredimo načrt, kako se bomo poboljšali, in smo hvaležni Bogu za vsakokrat, ko smo Božje usmiljenje prijeli, tudi v zakramentu spovedi, in tudi sklenemo, da bomo zakrament spovedi seveda tudi obhajali, ko bo to mogoče. No, torej res bodimo hvaležni za Božje usmiljenje in Božjemu usmiljenju izročajmo v svet. Ponesimo s seboj Božji blagoslov, ki naj pride zlasti do vseh trpečih, do vseh tistih, ki zaupate v Božjo pomoč in Marijino varstvo. Gospod z vami in s tvojim duhom, naj vas na Marijino priprošnjo blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je po tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o Devic, Devica in Mati, k tebi izdihuj, kar ne zavrzi, o Mati, besede mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši.